Spoštovane gledalke, dragi gledalci, dober večer in dobrodošli v še enem tretjem polčasu. Le še dober teden dni nas loči od začetka nove sezone v alpskem smučanju. Martin Čater bo tudi letos meril visoko, predvsem na tekmah svetovnega pokala v smuku in superveleslalomu. Član celjskega smučarskega kluba bo naš sogovornik v rubriki V središču. Ostanite v naši družbi. Zaradi bolezni v ekipi Zlatoroga je prejšnji konec tedna odpadla tekma drugega kroga košarkarskega državnega prvenstva med Hopsi in Zlatorogom. Po četrtek je izgubil na gostovanju pri Heliosu. V Rogaški Slatini pa so lokalni obračun med Rogaško in Šentjurjem na koncu dobili šentjurski košarkarji. Damjan Novaković se je po skoraj desetletju v Rogaško Slatino vrnil na klopi Šentjurja in takoj prekinil 6 let in pol trajajoči post šentjurskih košarkarjev v Rogaški Slatini. Jaz sem večkrat poudaril, da v Šentjurju je bilo kar mrk zadnjih nekaj sezon, 5-6 nemam pojma, in da oni obupno potrebujejo en zagon in zdaj ga imamo. Zmagali smo prve 2 tekme, zmagali smo pokal, Pozor zanesljivo v gosteh. Vidim, da so nasmejani igralci in uprava, tako da je to en dober korak v sezonu, ki bo dolgo trajala in bo seveda še vzponi in padci. Najbolj važno je, kako se ekipa pobira, ko gubi, a to bo preslej prišlo. V izenačenem srečanju sta tekmeca igrala v valovih. Osrednji figuri tekme pa sta bila oba organizatorja igre, Dan Martin pri Šentjurju in Jure Špan pri Rogaški. V rednem delu so bili bližje zmage gostitelji, ki so ob vstopu v zadnjo minuto vodili s 5 točkami razlike. Tomažič je zadel šentjursko trojko za popoln priključek. V zadnjem slatinskem napadu je odgovornost prevzel Jure Špan. Želeli smo, da izoliramo prostor, da naredimo Španu prostor za prodor oziroma za met. Želeli smo, da prevzame to odgovornost, kar se je pa dogajalo, je pa ocena vsakega posameznika. V dodatnih 5 minutah so Šentjurčani z delnim izidom 7-0 prišli do visoke prednosti, ki so jo uspeli zadržati do konca. Sigurno je teže nekomu, ki je že imel mogoče dobljeno tekmo, ko pa nekomu, ki si je izboril podaljšek. Dejstvo je, da smo mi psihično zelo slabo odprli podaljšek. Zgodilo se je par nesigurnosti znotraj določenih igralcev. Še ena šola, gremo naprej. V izdihljajih podaljška je Ivo Držič pri Šentjurčanih namerno zgrešil drugi prosti met, a so nato gostje ujeli žogo v napadu. Prebrali smo, da bo Držič namerno zgrešil, zdaj pa situacija je bila taka, kakršna je. Želja je bila prisotna, ampak verjetno noge in glava ni bila prava. Gledano statistično sta bili moštvi izjemno izenačeni v vseh košarkarskih elementih. Zmagovalci so bili za odtenek boljši v številu skokov in asistenc. Jaz sem že pred tekmo povedal, da gre za približno izenačene ekipe, glede kakovosti igralcev in širine klopi in tako naprej. To je tudi na igrišču bilo vidno, tako kot ste povedali, malo gor, malo dol. Na koncu smo dobili kar dosti trojk na koncu rednega dela, pa tudi na koncu podaljška. Bom rekel, kar ta je bila fenomenalna Špana preko 2 igralcev na koncu. Ni nas to zmotilo, smo uspeli zadevati proste mete in tudi potem grešiti, ko je bilo potrebno, ko je bilo 3 sekunde do konca. Tako da smo zavlekli to zmago in seveda zadovoljni, kot sem na začetku povedal. Imeli smo določene zadeve, ki smo jih imeli pod kontrolo, določene zadeve, ki jih nismo, mogoče malo smole in na koncu poraz. Pri Šentjurčanih je Dan Martin 20 točkam dodal 13 podaj. 6 Novakovićevih varovancev je doseglo dvomestno število točk, a je šentjurski strateg kljub temu opozoril na nekatere težave na določenih igralnih mestih. Evidentno so problemi na centralski poziciji. Livadić je neizkušen igralec, bil je tretji center v Sparsk Sarajeva, ker sta bila pred njim slovenski javnosti znana Durnik in Polutak. Bomo videli, kako daleč bo napredoval, sicer je poškodovan, od tekme na Pozor, ni treniral, pa so ga fizioterapeuti uspeli spraviti za teh 5 minut. Drugi je Craig, ki ima neverjetni potencial, vsaj telesno, ampak
nekako se ne znajde, vseeno je danes dosegel 10 točk, 7 skokov in seveda problemi z Tavijanom v obrambi. Vrhunski napad spet, kljub temu, da je prvi polčas po moje slabo igral, delal veliko bedarij, se zabijal, na koncu pogledal statistiko 20 pik, 13 asistov, je fenomenalna stvar, tako da delali bomo na tem, da te stvari popravimo, da priključimo še Kellnerja, ki je bil poškodovan, pa zadnje 2 tekme ni ne vem kaj naredil. Ostali igralci napredujejo in jaz sem trenutno zadovoljen s situacijo. Pri Rogaški se je po poškodbi gležnja v moštvo vrnil kapetan Jure Špan. Dosegel je kar 28 točk, ki jim je dodal 11 asistenc. Ponavadi je Šentjur do prednosti prišel ravno v minutah, ko je bil Špan na klopi. Sigurno je treba vedeti, da je Jure stisnil zobe, kajti še 14 dni ni od tega, ker si je zelo hudo poškodoval gležen. Tako da vse čestitke njemu, da se je kot pravi kapetan pokazal v pravi luči. Dejstvo je, da nam on prinaša ogromno prednosti, ogromno imamo z njim raznovrstnosti v napadu. Ne more pa fant sigurno igrati celo tekmo, sploh pa še, če je poškodovan. Med tednom pa so košarkarji Rogaške v 3. krogu mednarodnega pokala Alpe Adria dosegli svojo prvo zmago v tem tekmovanju. Na svojem igrišču so s kar 106-62 premagali hrvaško moštvo Zaboka in tako ohranili možnosti za uvrstitev v končnico tega tekmovanja. Čeprav so Slatinčani nastopili brez lažje poškodovanega Baptista, organizator igre Jure Špan pa v drugem polčasu ni več stopil na parket, so gledalci v Rogaški Slatini videli enosmerni promet. Gostje, ki jih vodi Heliosov šampionski trener iz leta 2016, Jakša Vulič, so v polčasu zaostajali za 9 točk. V nadaljevanju pa se je njihova igra povsem razpadla in gostitelji so na koncu slavili s kar 44 točkami razlike. Zelo zadovoljen, danes smo odigrali, končno smo se malo sprostili, pokazali, da znamo odigrati, da znamo skupaj stopiti tudi, če nimamo 2 glavnih igralcev. S po 21 doseženimi koši sta bila prva strelca srečanja domačina Staš Sivka in Patrik Tabak. Ko smo na začetku sedli se za upravo kluba, smo postavili si cilje. Želeli smo vrniti domače igralce, želeli smo dati priložnost domačim igralcem. Zato tudi smo se prijavili v pokal Alpe Adria, da dobijo še te prepotrebne minute. Vsekakor pa je zelo razveseljujoče dejstvo, da sta bila 2 domača igralca, dobesedno Slatinčana najboljša strelca. Domači trener Markovinovič ni želel tvegati z nastopom lažje poškodovanega Baptista. Tudi kapetan Jure Špan v drugem polčasu ni več stopil na igrišče. Pri Baptistu je vnetje zadnje lože, nismo želeli preveč riskirati, da se ne bi poslabšalo, kajti čaka nas v ponedeljek pomembna tekma. Jure pa zopet začutil malo bolečine v tetivi, prav tako nismo želeli preveč riskirati, da ne bi obnovil kakšne hujše poškodbe. Rogaška je na prvi medsebojni tekmi v Zaboku izgubila za 24 točk in je zdaj boljša v medsebojnih tekmah. To bi utegnilo biti odločilno v boju za uvrstitev v končnico pokala Alpe Adria. V 4-članski skupini D je na vrhu romunski Temišvar s 4 zmagami. Zabok in Rogaška sta po 2-krat izgubila in 1-krat zmagala, Slovaška, Spiška Nova Ves pa je trenutno še brez zmage. Sigurno želimo osvojiti prvo ali drugo mesto, verjetno bo prvo malo težje, ker smo že izgubili domačo tekmo proti Romunom. Drugo mesto je še vedno odprto, želja je, da se uvrstimo naprej. Slatinčani so po 4 zaporednih porazih prvo zmago na letošnjih uradnih tekmah potrebovali predvsem zaradi dviga samozavesti. V ponedeljek bodo v 3. prvenstvenem krogu gostili moštvo Laškega Zlatoroga. Ne bom rekel, da je bilo zdaj neko slabo stanje v ekipi po par porazih. Sigurno tisti prvi poraz s Krko je bil velik. Žal smo naleteli na razigranega nasprotnika, vseeno so fantje zaupali sistemu, vseeno so fantje trenirali in pokazali na današnji tekmi, da znajo igrati. Zdaj sigurno nas čaka v ponedeljek nova borba, prav tako potem z Ilirijo nova borba, prvenstvo po mojem mnenju izenačeno, izstopajo mogoče 2 ekipe, vse ostale so pa tu.
Košarkarice Cinkarne Celje so novo sezono odprle z 2 zmagama. Najprej so v prvem kolu visoko slavile na gostovanju pri Mariboru, nato pa so prejšnji konec tedna po podaljšku dobile prvi letošnji derbi proti kranjskemu Triglavu. V dvorani gimnazije Celje Center je bil končni izid 67-56. V dvoboju finalistov zadnjih 10 državnih prvenstev Slovenije je dolgo kazalo na zmago Kranjčank, ki so v polčasu vodile s 15 točkami, na začetku nadaljevanja že za 17 točk, pred zadnjim kvartalom pa s prednostjo 10 točk. Kot že večkrat v zadnjih letih na tekmah proti Triglavu je Celjankam v finišu uspel velik preobrat. Simonsova je z zadetima prostima metoma Cinkarni prinesla podaljšek. V njem Kranjčankam ni uspelo zadeti iz igre in aktualne prvakinje so ga dobile z izidom 12-1. Rad bi čestital ekipi na zmagi, tako kot sem sam pričakoval, da bo tekma zelo težka. Nekako razlog je preprost, enostavno letošnje pripravljalno obdobje je bilo malo drugače od vseh let naprej. Mi rabimo svoj čas, vidi se, da v napadu še ni žoga stekla, še pravzaprav ne vemo točno, kaj želimo. Igrali smo premehko, da bi lahko parirali že v igrani ekipi Triglava, ki igra v tej ekipi že kar nekaj zadnjih let, pa vendarle mislim, da je ekipa Triglava zelo dobro igrala. Na koncu pa je prevagalo to, da smo pač v obrambi stisnili, odigrali drugi polčas mnogo bolje in ekipo Triglava prisilili v zelo težke šute, mi pa z nekaterimi zadetimi meti pripeljali tekmo v podaljšek. Prva 2 kroga sta bila težka, sploh današnja tekma proti Triglavu. Prvi polčas nismo odigrali dobro, nismo zadevali metov, tudi obrambno nismo bili na naši ravni. V drugem polčasu smo stisnili v obrambi in menim, da je obramba dobila današnjo tekmo. 17 točkami in 18 skoki je bila prvo ime tekme Američanka Sara Lumis. V pretekli sezoni v dresu Vojvodine MVP srbskega državnega prvenstva in po indeksu uspešnosti tretja najuspešnejša igralka VABA lige. Ta klub ima sjajno zgodovino. Osvojil je že mnogo lovorik. Moramo iti od tekme do tekme in napredovati na vsaki tekmi. Upam, da bomo vsako tekmo odigrali bolje. Lumisova se je na novo okolje hitro privadila. Slovenija je čudovita, narava je zelo lepa, ljudje pa izjemno prijazni. Srečna sem, da sem lahko tukaj. Če so Celjanke v lanski sezoni slovele kot izjemno učinkovita ekipa z velikim številom doseženih točk, bodo na začetku nove sezone vse stavile predvsem na igro v obrambi. V tem trenutku bo sigurno naš forte obramba in stavili bomo vse na samo obrambo. Mislim pa, da s časom bomo prišli tudi do tega, da se bo naša igra v napadu razvila in bomo začeli zadevati, tako da to me ni strah. Res pa, da če me vprašate, ne vem, kdaj smo nazadnje zadeli 55 točk po rednem delu, vendar tudi to je bilo dovolj, da danes pridemo do same zmage. Sigurno bomo rabili svoj čas. Neke igralke so spremenile tudi položaj v napadu. Sigurno bomo rabili, tako kot vsaka ekipa, svoj čas. Tudi te 2 novi igralki bodo rabili čas, da se navadijo na sistem, ki ga pač gojimo. Rabili bomo pa čas tudi zaradi tega, ker smo odigrali premalo število tekem v pripravljalnem obdobju, tako da upam, da se bomo s temi tekmami v slovenskem državnem prvenstvu tudi dobro pripravili za sam začetek jadranske lige. Po mnenju trenerja Celjank Damirja Grgiča imajo aktualne šampionke slovenske in VABA lige še veliko rezerv tudi pri metu za 3 točke. Mislim, da imamo v ekipi igralke, vse igralke, ki lahko zadanejo za 3, vendar enostavno, tako kot sem rekel, rabimo sam čas. Malo drugačna ekipa, tudi malo drugačno postavljen sistem, tako da mislim, da ko bo prišlo vse na svoje, boste videli tudi, kako zadevamo trojke. Celjanke bodo v naslednjem prvenstvenem krogu v soboto gostovale v Slovenskih Konjicah.
Prihodnjo sredo pa bodo v drugem krogu Vaba lige v Celju gostile srbsko Vojvodino. 22. sezona v mednarodnem regionalnem tekmovanju se je s tekmami prvega kroga skupinskega dela sicer začela ta teden. Cinkarnarke pa so bile v prvem krogu proste. V tem trenutku nam mogoče celo prav pride ali pa tudi ne. Bi se s kakšno tekmo več tudi prišli do malo večje uigranosti, pa vendarle. Mislim, da letos nas čaka zanimiva jadranska liga, tako kot vsako leto bomo poskušali individualno napredovati, s tem tudi potem ekipno in pa bomo videli, kaj to pomeni rezultatsko na koncu lige. Nismo obremenjeni z nobenim rezultatom, dejstvo pa je, da bomo poskušali rasti iz tekme v tekmo in da vse pride na svoje mesto. Celje je na zahodni strani dvorane Zlatorog dobilo novo balinišče. Imelo bo 4 steze, namenjeno bo rekreaciji in tekmovanjem. Z njim bo upravljal balinarski klub Celeja Celje, naložba v izgradnjo pa je bila višja od 164 000 evrov. Na današnji dan so v balinarskem klubu Celeja Celje čakali več kot pol stoletja. Na ta dan smo čakali 53 let, kar obstaja balinarski klub Celeja Celje. Prvo sam sem srečen, vsi člani so zelo srečni, da imamo en tak lep objekt, da smo ga dobili po toliko časa. Mestna občina Celje je dolgo časa iskala primerno lokacijo in se naposled odločila, da balinišče umesti blizu športne dvorane Zlatorog in štadiona Arena z dežele. Jaz sicer ne vem za 53 let, ampak toliko obstaja naš balinarski klub Celeja Celje. Je pa res, da smo se zadnjih 10 let pogovarjali o ureditvi balinišča, nekaj časa na lokaciji pri hotelu Celeja, ker je bilo tisto staro balinišče, potem smo pa prišli na idejo, da bi tak športni objekt pasal tukaj v športni park na Golovcu, kjer so tudi ostali športni objekti, ker je zraven čudovito otroško igrišče, ker je zadosti parkirnih mest in jaz mislim, da je bila odločitev pravilna, da je odločitev bila odlična in da smo res dobili en lep, sodoben športni objekt za balinanje, ki je, kot smo videli, lahko tudi kar naporen šport danes na demonstraciji dveh reprezentancov v štafetnem izbijanju. Jaz si želim, da bi se tukaj rekreirale vse generacije naših prebivalcev našega mesta. Objekt je primeren za uporabo tudi invalidom, pa seveda, da bi se športno balinanje v Celju še bolj pozicioniralo v slovenskem in evropskem prostoru. Celotno naložbo je financirala mestna občina Celje. Projekt smo financirali z občinskim denarjem, stal je 164 611 evrov, pa še 96 centov zraven. Skupaj z DDV-jem preko 200 000, razlika je pač tisto, kar moramo tudi pri tovrstnih investicijah, ko gradimo javne športne objekte, plačati v državno blagajno. Z novim baliniščem bo upravljal balinarski klub Celeja Celje. Vabim vse Celjane in Celjanke, da je to šport od mladosti do starosti. Vabljeni vsi, ki imajo radi šport, balinanje, in vabljeni so vsi, ne vem, kaj reči. Z novim baliniščem so v celjskem klubu dobili primerne pogoje za boljše rezultate v prihodnjih letih. Igrali smo v bivši Jugoslaviji za drugi slovenski ligi, potem po 91 se je to malo zamrlo, bila je stara generacija, po letu 98 smo pa začeli malo mladino uvajati, drugače pa igramo v Kozjanski, Šaleško, Štajerski ligi, imamo uspehe, igramo po turnirjih, tako da predstavljamo mesto Celje tudi po Sloveniji. Nove pridobitve v Celju so se izjemno razveselili tudi na Balinarski zvezi Slovenije. Jaz sem izredno zadovoljen, da smo danes tukaj v Celju, da otvarjamo to 4-stezno balinišče. Vsekakor je to igrišče primerno za igranje v državni ligi. V primerjavi z drugimi igrišči manjka še mogoče nadstrešek ali pa dvorano, kjer igrajo, ampak mislim, da bo to pravi zagon
za celjske balinarje, da se bodo morda v prihodnje tudi plasirali v državno ligo, pa mora biti tudi organizirali kakšno državno prvenstvo. Balinišče je prvi preizkusil celjski župan Bojan Šrot, nato pa sta se obiskovalcem na otvoritvi predstavila še slovenska reprezentanta Anže Petrič in Gašper Pouh. Super, kar je novo, ne? Drugače sej ni nekih razlik med teh igriščami, ampak super, da se ta šport tudi tle še bolj razvija in taki objekti bojo sigurno pripomogli tudi in spodbudili mlajše, da se navdušijo za ta šport. Balinanje sodi med najtrofejnejše slovenske športe. Imamo prek 200 medalj z največjih tekmovanj, se pravi svetovnih, evropskih prvenstev pa sredozemskih iger. Vsekakor zdaj veliko energije in truda vlagamo v to, da bi postali olimpijska disciplina. Naši fantje, ki se bodo tudi tukaj danes predstavili, pa bodo zdaj v naslednjem mesecu odšli v Turčijo na svetovno prvenstvo, kjer si ponovno obetamo veliko medalj. Padamo pod vele sile tega športa, če lahko tako rečem. Sicer tudi druge države iz leta v leto napredujejo, Argentina, Turčija, Kitajska, ampak še vedno držimo ta najvišja mesta na teh velikih tekmovanjih. Priložnost za nove medalje bodo naši najboljši tekmovalci imeli že konec tega meseca, ko se bo v turškem Mersinu začelo svetovno prvenstvo. Vedno na takmo tekmovanje odhajaš z željo po medalji, željo po osvojiti na teh najvišjih mest. Tako jaz kot Gašper Pouh so oba tudi že svetovna prvaka, tako da tudi letos računava in želiva pač si osvojiti medaljo oziroma čim žlahnejšo, če tako lahko rečem. Uradno odprtje novega celjskega balinišča so popestrili mladi glasbeniki iz prve gimnazije v Celju. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Novo v Celju. Bar Meduza ob celjskem letnem kopališču. Odprto celo leto, tudi takrat, ko bazen ne obratuje. Vhod iz Savinjskega nabrežja. Dobrodošli. Bar Meduza. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. OK LED prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED, salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED, ko svetloba spregovori. Late night shopping.
polna noč popustov in vznemirljivih doživetij. Ujemite jih v petek, 21. oktobra od 20. do 23. ure v City Parku in Aleji v Ljubljani, City Centru Celje in Europarku Maribor. Takole, po oglasih smo že nazaj v naši osrednji rubriki v središču. Čeprav zime vsaj pri nas še ni videti pred vrati, pa se približuje začetek tekmovanja v svetovnem pokalu. Namreč prihodnji konec tedna naj bi se z veleslalomom vse skupaj začelo. In v našem studiu zdaj pozdravljam dva predstavnika zelo uspešnega smučarskega kluba iz Celja, trener Bernard Vajdič, ki skrbi za mlade rodove v tem celjskem klubu, in pa seveda tekmovalec Martin Čater, ki ga tudi letos čakajo nastopi na tekmah svetovnega pokala, pa potem v začetku prihodnjega leta tudi na svetovnem prvenstvu. Dober dan, dobrodošla. Dober dan. Martin, vi ste se vrnili iz priprav, mislim, da kar 28 dni ste bili v Čilu, to je zdaj spet po letu 2019, vmes je korona seveda takšne priprave preprečila. Iz prve roke, kako je bilo, ste uspeli tam postoriti vse, kar ste si nekako zadali, ko ste odhajali tja? Ja, res, kaj ne rečem, te naši ledeniki evropski se res topijo. Hitre discipline tukaj je zelo težko trenirati, tako da sem res vesel, da smo uspeli letos iti v Čile. Naredili smo res dolg kemp, če lahko tako rečem, veliko treningov, veliko testiranj, tudi kar dost veleslaloma, tako da, kar se tiče z moje strani, tako da sem res, mislim, da te priprave izkoristil maksimalno, najdu neke nastavitve, neko opremo, smuči, pancerje, tako da sem zelo zadovoljen, da so te priprave uspele, da smo lahko šli v Čile. V zadju bomo tudi videli nekaj posnetkov iz Čila. Trener Gregor Koštomaj, sicer tudi Celjan, je po povratku domov navedel tudi nekaj številk, približno 200 smučarskih kilometrov ste naredili, pa 60 kilometrov smuka, 1200 veleslalomskih vratic, torej kar velike številke. Pa ja, mislim, jaz se toliko veliko številkam ne ukvarjam, mislim, probal sem vsak zavoj, vsak dan izkoristiti maksimalno za neke tehnične stvari, za neke nastavitve, tako sem rekel, in to je to. Je pa vsekakor, vem, da je bilo veliko, vem, da so bili dnevi, ko zvečer nisem vedel, kak sem zjutraj vstal, ampak se regeneriraš, itak imamo fizioterapeuta zraven in si pa drug dan nared za nove treninge. V tem delu sveta seveda niste bili osamljeni, tam so bile tudi nekatere druge reprezentance, Italija, Nemčija, mislim, da tudi Francija. Koliko to recimo lahko pomaga v tem pripravljalnem obdobju, da se lahko primerjate tudi z nekaterimi najboljšimi tekmovalci iz drugih držav? Ja, to je v bistvu res dobro. Kar nekaj treningov smo naredili z Francozi, z Norvežani, Italijani, tako da je bilo res veliko ekip je bilo. Malo smo primerjali časovno, sicer ko so priprave, nikoli ni zdaj tako na tekmi, ko da vsak od sebe vse, eni testira, eni imajo nove smuče, eni imajo stare smuče, težko karkoli vidiš, ampak vse neko približno sliko imaš in probaš se malo primerjati, mogoče jih posnet, pogledati, kaj delajo boljš. Vsekakor smo imeli tudi Švicarje, v bistvu vse najboljše tekmovalce zraven, tako da smo probali maksimalno ven potegniti z tega. Tam je bil tudi južnoameriški pokal, tekma, vi ste vozili samo Super G smuka, mogoče beseda dve o tem, kako vam je šlo na tej tekmi in zakaj niste nastopili tudi v smuku?
Pa ja, mislim, na teh pripravah zdaj ni bilo prvi plan, da grem na tekme, no. Sem pa rekel, da bi želel si, mislim, če bi bilo več časa, bi si želel štartati vse, ampak veliko stvari je bilo za narediti, za trenirati, tako da smo se odločili za Super G. Tudi pred tekmo ga nismo v bistvu nič trenirali, v bistvu en dan, malo toliko, da sem se navadil. Pa zaenkrat je bilo kar dobro, no, sem bil tudi zelo konkurenčen, tako da je bilo kar na nivoju, ampak ja, vse pa, kot sem rekel, že je bilo bolj prioriteta trening, tako da sem malo za tist feeling dobiš tist tekmovalen nazaj, no. Prej ste uvodoma dejali, ledeniki pri nas se topijo, se pravi, edina rešitev tudi v prihodnosti verjetno podobne priprave, če hočete biti na tisti optimalni pripravljenosti potem na tekmah svetovnega pokala. Ja, mislim, da se tudi trenerji strinjajo s tem, no, da bo bolj tendenca v to smer, no, vsaj za nas. Nažalost je tu res težko dobiti kako progo, recimo ta Cermat ledenik ima neko smuk progo, recimo takšno, da je malo daljša, pa malo bolj zahtevna, no. Drugi ledeniki pa zelo težko, no, in potem pač probamo trenirati po nekih elementih, ampak ni to, no. Tako da mislim, da bo to kar postala neka praksa vse za nas. 23. in 24. oktobra, torej uvodna veleslaloma pri dekletih in seveda tudi pri fantih, tam vas ne bo, potem teden dni kasneje pa na tem že omenjenem ledeniku predviden prvi smuk v novi sezoni. Že imate podatek, ali ta smuk bo, ali pa bo organizatorjem tole malce toplejše vreme ga zagodlo in ga bo potrebno odpovedati? Ja, mnenje več, no, pač jaz nisem toliko spremljal, sem pa čul od večjih organizatorji se trudijo, so optimistični zelo, da tekma bo. Po drugi strani se govori, da še ni mogoče snega, da so tople, da je toplo vreme in da pač kar bo, jaz mislim, da bojo naredili vse, da bo tekma izpeljana. Je pa ta oktober vsekakor zelo pester, zelo zahteven, vremensko tudi mislim, da. Ta ledenik je zanimiv, ne? Proga naj bi šla čez 2 državi, mogoče nam malce opišete tudi krajše, seveda kot so tiste običajne smukaške proge. Zdaj nisem še to presmučal, v bistvu to progo, no. Je sigurno zanimiva, mislim, kaj tega še nismo vozili. Zanimiva predvsem zaradi tega tudi, ker je zelo visok in tudi če je krajša, je to kar ponovadi imamo tam po minuto 20 so na ledenikih treniramo, ne. Zdaj ne vem, koliko bo ta dolga, ampak zaradi višine in vsega tega plus, da moraš gor prideti, je kup enih transportov, no. Tako da mislim, da bo kar zahtevno, no, ampak imate že zmago v svetovnem pokalu, ste torej del tega najvišjega možnega svetovnega nivoja. Nekako pred začetkom teh priprav ste v enem izmed intervjujev dejali, da ste letos še posebej našpičeni, pod narekovaji rečeno, da imate letos mogoče še motiv več kot v preteklih letih, zdaj ko se sezona približuje. Kaj lahko rečete, kaj generalno pričakujete zdaj od te sezone, tako v svetovnem pokalu, kot seveda tudi na svetovnem prvenstvu? Ja, kjer sem že enkrat stal, ne, vsekakor je zmaga cilj ali pa stopničke, ne. Sigurno se mi zdi, da po občutkih, da sem dosti bolj pripravljen mogoče vsako sezono ali pa mogoče od prejšnje. Ciljam čim više, no. Mislim pa, da sem tudi sposoben že letos kaj vrhunskega uprizoriti. Je pa veliko dejavnikov, no, če se vse poklopi, pogoji itd., ampak treba biti na vsaki tekmi maksimalno pripravljen. Jaz mislim, da sem sposoben in da sodim tja, kjer mi je enkrat že ratalo, no, ampak
delamo na tem, da bo to malo bolj konstantno, no. Da sem v tem vrhu potem, da se probam obdržati, no, in se kosati za najvišja mesta. Bernard Vajdič, Martin Čater je seveda, če se takole prispodobi izrazim, vrh te piramide, ne, v vašem klubu spodaj, pa je seveda še veliko fantov in deklet, za nekaj od njih skrbite tudi vi. Verjamem, da vi niste bili v Čilu ali pa v Argentini, pa nam boste zdaj iz prve roke povedali, kako ste vi s temi mlajšimi preživeli letošnje pripravljalno obdobje. Hvala lepa, lepo zdrav še enkrat z moje strani. Sem zelo vesel, hvala Martin, da si se tokrat imel možnost odzvati, da te gledalci in gledalke tudi lahko vidijo takole. Tempo je res neizprosten, ne? Treningi si sledijo, bom rekel, dnevno. Če pa se vrnemo k nam, je pa seveda tako, da v tej piramidi klubski smo, kot bom rekel, moji tekmovalci, mladinci, nekje najvišje, potem pa od spodaj sledi vse, kar more priti, da lahko kdaj, bomo rekli, da lahko nekoč z nami sedi novi Martin. Tako da ekipe so zelo delavne, situacija v klubu je takšna, da se prilagajamo, mi enostavno se moramo prilagoditi, ne, preden pride do situacije, da se sprašujemo, ali bo sneg ali ga ne bo. Tako da zdaj v praksi se je pokazalo, da tudi mlajši, bom rekel, mlajše kategorije že trenirajo, veliko naredijo na snegu takrat, ki pač zime to omogočajo, to je pozno v aprilu, mogoče tudi v maju na teh ledenikih, kjer neka količina snega kljub temu skozi zimo ostane. Potem pa sledijo poletni meseci, ki, bom rekel, nam nekako res gredo na roko, ne, da tekmovalce pripravimo kondicijsko, da se spočijejo. Vemo, da telo enkrat v Martinovih letih, a ne, enostavno potrebuje počitek in če je skozi leta dovolj regenerirano, ima potem možnost dati, bomo rekli, pravi šus v pravem času, ne. Mi pa smo zdaj primorani tekmovalce skozi poletje nekoliko bolj temeljito pripraviti kondicijsko, kar je dobro, in potem čakamo na te mesece, ki se pokaže že zima, sploh na ledenikih, in jih peljemo, trenirajo. Je pa sredina je vedno manjša, imajo možnost se soočiti, bom rekel, trenirati vzporedno ali smučati prosto, ne, kot oni to počnejo z najboljšimi. Tako je tudi naš, bomo rekli, ta pozno poletje ali zgodaj jeseni. Trening v Švici smo opravili praktično vzporedno z najboljšimi našimi, ne. Dejansko je Kranjc, Hadalin so trenirali, pili formo za prvo tekmo, ki je pred vrati. Naši pa so to opazovali, bom rekel, iz oči v oči in tudi videli, kaj vse bo še potrebno narediti, da pridejo na želeni nivo. Bili ste tudi v Litvi? Potem je naš program z mladinci sledil nekako tako, da se zdaj čedalje bolj prestavlja to v dvorane, ne. Temu se reče velik hladilnik, ne, kot ga poimenujejo mogoče otroci še bolj. In možnost treninga je tam dejansko samo za slalom. Zaenkrat so te dvorane v taki dolžini, da se slalom, to, če si predstavljate, je celjska koča v spodnjem delu pokrita, ne, in ohlajena na primerno temperaturo, -3, -7, kjer dejansko trening lahko poteka noč in dan, ne. In smo opravili tam kar, bom rekel, 8 enot treninga. Cel teden smo preživeli v tem hladilniku, v sklopu tega so bile pa tudi prve tekme, ki so jih organizirali in smo, bomo rekel, nastopili čist, nekateri so bili prvič v stiku z FIS-om, ne, so dobili celo tiste željene točke, da je lažji štart, ostali pa so to v sklopu treninga pač iskali nastavitve in svoje limite, tako kot smo se dogovorili. Martina, seveda vsi spremljamo na teh tekmah svetovnega pokala, malce je vendarle drugače pri teh mlajših selekcijah, ki niso tako v ospredju. Kaj vas čaka oziroma vaše fante in dekleta v tej sezoni, kateri bodo tisti vrhunci ali pa najpomembnejše tekme, ki so pred vami letos? Ja, za našo ekipo, bom rekel, se nekako nagiba, da tisti, bom rekel, najmlajši, ne, med mladinci imajo sigurno
začrtan cilj, je to mladinsko svetovno prvenstvo, tudi EOF igre, to so v bistvu olimpijada za mlade. In temu nekako je tudi prilagojen potem sistem in vse, da bi pač vrhunec sezone za njih bil v tem času. Ne. Za vse ostale, ki so pa že malenko starejši, je pa absolutno izboljšava točk, da se pospnejo po lestvici, da se približajo, bom rekel, temu vrhu v Sloveniji, da imajo možnost, bom rekel, se priključiti nacionalnim ekipam in pa da dobijo ta status, ne, ki si ga tako želijo, da bi nadaljevali izven, bom rekel, kluba, ne, ali pa vzporedno z nacionalnimi ekipami. Vem, da so napovedi nehvaležne, da je vedno potrebno pri nekem mladem talentu, da se pod narekovaj vse poklopi, ne, da pride potem do tega najvišjega ranga, do svetovnega pokala, ker Martin tekmuje že vrsto let, pa vendarle vi ste dolgo na tej sceni, dobro poznate razmere. Imamo oziroma imate v vašem klubu v Celju kakšne nove, res obetavne fante in dekleta, ki bi lahko šli po Martinovi poti v prihodnjih letih? Absolutno se sploh v teh nižjih kategorijah se nam, bom rekel, doskrat se nam zgodi, ne, da marsikdo od tekmovalcev, ne, pokaže velik talent, ne, tako tudi sedaj se soočamo s tem, ne, da prihajajo tekmovalci, tako kot sem jih že poimenoval, vsem ne uspe, ne, nekateri se tudi odločijo in kljub, bom rekel, pozno v svoji karieri lahko zamenjajo tudi šport, ne. To se nam je pripetilo v letošnji sezoni in smo, bom rekel, zelo obetavno, talentirano tekmovalko iz smučanja preusmerili oziroma se je odločila za menjavo športa in igra nogomet, zelo uspešno. Ostale pa, tako kot sem rekel, v svoji kategoriji na tem rangu, ne, in na teh tekmah kažejo zelo dober nivo, ne, in delamo na tem, da bi se to skozi mladinske kategorije tudi ohranilo, ne, ker tam nam potem ponavadi začne malo padati, ne, zaradi ostalih dejavnikov in imamo tako pri fantih kot tudi pri puncah, ne, kar nekaj, bom rekel, tekmovalcev, ki že trkajo na te nacionalne, ne, državne reprezentance in jim želimo dati vse, da se res priključijo. Prejšnji teden je na tem istem stolu sedel predsednik Kajaka-Nu kluba Dušan Konda. Njegovi kajakaši so osvojili vsa prva mesta na članskem nivoju v Sloveniji. Govorila so o tem, kako je pravzaprav to mogoče, glede na to, da je proga mogoče za pionirski rang v Celju. Vi imate Martina, ki je zmagal v smuku na svetovnem pokalu, imamo pa to majhno smučišče, Celjsko kočo, torej vaš primer je, kar se tega tiče, mogoče še bolj zanimiv, še bolj očiten. Kako je pravzaprav to sploh mogoče? Pa jaz verjamem, da je tu v ostalih športih podobna zgodba, ne. Tu gre za, bom rekel, predvsem za pristop, ne, pristop dela, ne, na kak način se vzgaja tekmovalce, kakšen je sistem učenja, ne, kaj vse jih naučiti. Ker vsi vemo, da Martin, da je prišel do svoje prve zmage, ne, je potreboval kar nekaj korakov na krajših, lažjih, ne, in tako progah. In potem, ko se to vse skupaj poklopi, ne, v tem razvoju, ne, tudi ostali tekmovalci dobijo znanja, ne, širša znanja iz ostalih terenov. Tako da jaz mislim, da je to sigurno prednost, ker iz zgodovine ven, ko pogledamo, marsikateri zmagovalec skupnega, bom rekel, svetovnega pokala je bil rojen na zelo kratkem smučišču, ne, v smučanju sploh. In kasneje so se čudili, kako je možno, da je tako vsestranski. To čas naredi, tako da naša naloga je predvsem, da na tem področju oziroma na tem teritoriju, ki ga imamo, jim damo, kar se da, ne, tudi logistično dosti lažje. Potem nadaljevanje je pa tudi pomembno, ne. Martin, torej od Celjske koče do zmage v Val d'Isère, pa seveda do tudi številnih drugih dobrih rezultatih, pravzaprav mogoče celo filmska zgodba.
nisem razmišljal glih o tem še, ampak ja, mislim, tudi ko sem bil mali, sem tudi na Celjski koči lahko smuk vozil, no. Mislim, ne bi smel, ampak ponovadi sem, tako da tudi tam se je dal, no, ampak kaj ne rečem. Vse skozi čas potem malo nadgradiš, greš na kakšne druge zahtevne, bolj zahtevne terene, ampak osnove pa so tak, vse pa so tiste. Vse je torej možno, o tem ni nobenega dvoma. Lani 23. mesto v smukaški razvrstitvi v svetovnem pokalu, 34. ste bili v Super G-ju. Kaj bi vas recimo čez slabo leto, ko bo konec te sezone, zadovoljilo? Kam ciljate v tej sezoni? Tja, sigurno višje. Mislim, zdaj težko reči rezultatsko, no. Predvsem me bi zadovoljilo tisto, da sem dal vse, da sem pokazal vse, kar znam. To pa bomo videli, kam bo pripeljalo, no. Ampak vsekakor, kot sem že rekel, predvsem ta vrh smukaški bi rad prišel. Ste v tistih najbolj zrelih letih za športnika, lahko rečeva, poznamo tudi smolo, ki ste imeli na zadnji olimpijadi s tem nesrečnim covidom, verjetno tudi zaradi tega, vsaj včasih že pomislite tudi na naslednje olimpijske igre, čeprav se danes zdijo še daleč, pa vendarle. Ja, mislim, dostikrat se zdaj spomnim, da čez 4 leta so nove in takrat moram biti še vedno ta prav, ali pa. In mislim, da do takrat bom probal vse narediti, no, da se to tudi uresniči in da še tam nekaj pokažem. Bo proga tam zelo zahtevna, ne najljubša in to je še toliko večji izziv, cilj, ki me čaka. Bernard, prej sva govorila o vaših tekmovalcih, o tistih najpomembnejših tekmah, ne nazadnje tudi o ciljih. Vaš klub je vsako leto tudi organiziral razne tekme, predvsem na Rogli, boste tudi letos v vlogi organizatorja. Mislim seveda ne na vas osebno, ampak na klub. Ja, skušamo zadržati, bom rekel, ta nivo. Imamo zelo, moram se zahvaliti, imamo zelo kvalitetno, dobro, srčno, predvsem delovno ekipo, ki nam omogoča, da izpeljemo te, bom rekel, tekme, ki so na mednarodni ravni na zelo visokem nivoju. Tujci se vračajo, tekme so polne, kar v Sloveniji ni vsak dan in bomo dali vse od sebe, da gre tudi v prihodnje tako naprej. Letos smo dodali še eno destinacijo, si želimo, sicer je, bom rekel, vse v rokah narave, ampak jaz verjamem, da v tem času, ko smo tekmo dobili, bi radi izpeljali ta FIS tekmovanje v slalomu, 2 slaloma na Celjski koči, tako da je to takoj po počitnicah, ki so letos malenkost prej. In bomo videli, no, to je rekel tudi moj osebni cilj je, da predstavimo občini in Celjanom, Celjankam, da se situacija dogaja dejansko v mestu in bomo videli, kako bo izpadlo. Kdaj je torej ta datum, da mogoče že upozorimo gledalke in gledalce? Ja, ta datum je takoj po počitnicah, vemo, da so počitnice razdeljene, da je najprej vzhod na vrsti, pa potem za njimi še zahod. To se pravi za zahodom, mislim, da je tam okrog praznika, je 12. 13. februar so tekme napovedane, tako da bomo prilagodili, da se bojo vsi lahko smučali in tudi vsi gledali. Upajmo, da bo tudi vreme takrat ugodno, da boste lahko speljali vse skupaj. Za danes obema hvala za obisk, Martin, seveda uspešen začetek in potem tudi celotno sezono, ki je pred vami. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji 3. polčas. Tudi ta konec tedna bo kar nekaj športa na naši televiziji ali v neposrednih prenosih ali pa v posnetkih. Prihodnji petek pa znova nasvidenje v naslednjem 3. polčasu. Lepo se imejte in lahko noč.